30-letna Amal Kadija se je v Slovenijo preselila pred 4 leti. Zaradi ljubezni je zapustila domovino, družino in ustaljeno življenje. V Maroku je skoraj 10 let delala kot frizerka in si izkušnje nabirala v številnih salonih. Opravljala je striženje, barvanje las, manikiro, depilacijo in druge lepotne storitve. Danes svoje znanje uporablja v Sloveniji, kjer kot gluha frizerka dela v salonu Petar v Čečevju pri Ravnah na Koroškem. Pot do zaposlitve ni bila lahka, saj je morala premagati jezikovne ovire, prilagajanje na novo okolje in predsodke, povezane z gluhoto. Izšolala sem se za šivanje oblek, kasneje še za šivanje zaves in prtov. Potem je ena prijateljica svetovala, naj se izučim še za frizerko, in sem šla. Po 2 letih izobraževanja sem dobila diplomo za frizerko, v okviru katere izvajam tudi manikuro in depilacijo, oziroma vse lepotne storitve. Vesela sem bila, ko sem dobila diplomo. Potem sem delala v 8 različnih frizerskih salonih in so me poklicali, ko so me potrebovali. Sem pa veliko delala in še zaslužila, vseh 8 firm. Potem se je zgodilo, da sem spoznala Slovenca in je želel, da se poročim in se preselim v Slovenijo. Prvo zaposlitev je dobila v tiskarni v Slovenj Gradcu. Pol leta kasneje je morala nujno odleteti domov v Maroko, ker je njena 10-letna hči zbolela in je bila v bolnici. Ko se je vrnila nazaj, je službo izgubila. Svetovalka na Zavodu za zaposlovanje je bila stranka v frizerskem salonu Petar v Čečevlju in je lastniku omenila, če bi bil pripravljen zaposliti gluho frizerko. Bil sem takoj zainteresiran za to, ker mi je bil pravzaprav en izziv. Nisem sicer vedel, kako bom z njo komuniciral, ampak ker sem študiral, bom rekel, dosti logično, no smo si kar hitro, šla skupaj pa hitro dojela, kva rabna, tako da smo se dejansko skozi sam postopek kar hitro jela v frizeriji. Komunikacija med frizerko in stranko je običajno zelo pomemben del obiska salona. Pri Amal zato pogosto pomaga gestikulacija, včasih pa tudi mobilni telefon. Na steni salona je danes tudi obvestilo, da je Amal gluha. Večina strank to sprejme brez težav, zadovoljstvo po opravljeni storitvi pa ji daje dodatno motivacijo. Ko pride slišeča stranka, jo pozdravim. Vpraša me, kje je šef. Pove mi, da ga ni tu. Pa nekaj hoče povedati. Jaz jo lepo povabim, da se usede. Prej nismo imeli listka gor prilepljenega. Vprašam potem, ali želi številko 1 ali 2 ali 3. Mi odgovori, da 3. To mi pokaže. Potem jo postrižem, seveda v upanju, da ne naredim kakšne napake. Vse sem naredila popolno, stranka pa je bila zadovoljna. In sem vesela. Komunikacija poteka preko gestikulacije. Če pa to ne gre, pa napišemo na mobilnik. Mi je pa težko, razen če dam prevesti, in prijateljico prosim, da mi pomaga razložiti besedo, da potem razumem, kaj stranka želi. Veliko raje uporabljam gestikulacijo. Delavka, fajna, super, vse, kar se zmenima, to točno tako naredi. Če kaj ni jasno, pač gremo skozi postopek, ji pokažem, razložim. Je zelo dovzetna do frizerije, definitivno. Kolikor sem vedel, pač ona je gor bolj opravljala ženske frizure, tako da je na moški strani še manjka. Moško striženje je pa kar zelo specifično in tam bo pač malo še rabila časa. No, drugače pa, kar se pa tiče, bom rekel, fen frizur, barvanja pa tega, sploh pri ferniranju je bistveno veliko boljše kot jaz. Je pa res drugače. V Maroku je veliko dela, veliko žensk je rado urejenih, tudi šolarke in turistke. Tukaj pa je bolj umirjeno, ker imajo ravne lasje. Pri Evropejkah so njihovi lasje bolj ravni,
Pri Maročankah pa je struktura las bolj trda, kodrasta, zato potrebujejo oblikovanje frizure. Res pa je bilo tam veliko dela, tukaj pa manj. Meni sicer ustreza. Amal je tudi priznala, da je lažje delati z gluhimi strankami, ker sporazumevanje poteka brez težav. Imela sem 2 gluhi stranki. Prvi je Zvonko iz Maribora. Hvala njemu za podporo. Prišel je in sem ga ostrigla. Druga pa je Lorena iz Metlike. Njej sem pa pobarvala lase in jo sfrizirala. Šef je Amal 2 tedna prepustil salon, da je v celoti sama skrbela za stranke in friziranje. Sem pa že sama delala v salonu, ko je šef odletel na dopust v Ameriko za 15 dni. Sama sem vodila salon, pa mi je vse lepo šlo. Z namenom sem jo pustil samo glih zaradi tega, da vidim, kako bo v bistvu ona pristopala do strank, tudi kako bodo stranke pristopale do nje. Glih z tega razloga, da bom rekel, vidim to, da opazim, ali bo ta projekt stekel ali ne. Ker meni je bilo vedno v interesu to, da bi bila ona nekoč samostojna pravzaprav frizerka, ne. Jaz sem tudi trenutno v bistvu, bom rekel, sem se oženil, imam ženo s Poljske. Mogoče mi je tudi nekoč plan se preseliti dol, tudi to sem njej omenil in bi v tem primeru tudi v bistvu pustil celoten salon, s tem, da ona lahko tukaj zaživi in dela in vse. V vsakem primeru je dobro v bistvu omogočiti vsem, ali je to gluhonem, ali je to invalid, v bistvu omogočiti vsem delo v službi, delo z ljudmi, zaradi tega, ker s tem imajo tudi več stika in v bistvu danes je vedno več, bomo rekli, ljudi s posebnim potrebam, ki jim je prav za to, da jim pač omogočimo to, ne? Da se družijo, da komunicirajo z njimi na kakršenkoli način, ne? Amal pa želi svojo zgodbo spodbuditi tudi druge gluhe, naj se ne zapirajo vase. Gluhe v Sloveniji naprošam, naj bodo vsi pokončni, pogumni, da ne smejo zaradi svoje gluhote biti v ozadju in tiho, da morajo biti slišeči in gluhi enakopravni. Ne potlačite vsega vase in ne trpite, ne se počutiti zapostavljeno. Samo bodite pokončni in pogumni. Jaz sem prišla iz Maroka, kot tudi drugi, ki so prišli iz druge države. Prosim, bodite pogumni. Amal Kadija je z vztrajnostjo, delavnostjo in pripravljenostjo za učenje dokazala, da gluhota ni ovira za uspešno poklicno pot. Njena zgodba je tudi opomnik, da vztrajnost in ljubezen do dela pogosto odpreta vrata talentom, ki bi sicer ostali neopaženi.